Danes v Pomurskem dnevniku. Neurje v Slovenskih goricah. Robert Titan Felix o projektih Mika. Energetska prenova NIJZ-ja. Cene naftnih derivatov ostajajo nespremenjene. Jutri bo pretežno jasno. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Slovenijo je v nedeljo popoldan zajelo hudo neurje, ki je pustošilo po Koroškem. Prizadete so bile tudi Slovenske gorice, najhuje je bilo v občini Sveta Trojica, kjer je veter odkrival strehe in podiral drevesa, voda je zalivala kleti, sprožil se je tudi zemeljski plaz. Tako so v nedeljo gasilci v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah odstranjevali drevo, ki je padlo čez cesto in oviralo promet. Samo včeraj so v občini zabeležili kar 16 intervencij. Na terenu je bilo okrog 40 gasilcev iz 3 gasilskih društev. Veter je podiral drevesa, odkrita je bila tudi ena streha, kar obsežno odkritje, ki je bilo potem sanirano. Na koncu pa še poplavljene kleti zaradi večje količine dežja. Domačini pravijo, da tako močnega deževja že dolgo niso doživeli. Vse je bilo v megli, videli niso niti sosednjih hiš. Naenkrat je prišlo, pol pa ko je veliki naliv, cela reka je po cesti. To je treba nekaj treba narediti, da se požere to vodo. Sosedu preko ceste je voda, ki je kot reka tekla po cesti, kljub protipoplavnim vrečam zalila klet. Šel sem gledat, v glavnem, kako dežuje, tu zunaj sem videl, da je en kanal, ni več požiral vode. Na srečo, da sem ga odprl, da sem rešil soseda, da ni šlo prek k njim tudi. Pol pa sem šel gledat v klet in klet je bila cela 20 cm vode. Celotna klet je bila zalita. Pravi, da je lahko le nemočno opazoval, kako mu voda vdira hišo in uničuje stvari. V kratkem času je namreč padla ogromna količina padavin. Poleg gasilcev je bil na terenu tudi trojiški župan. Sploh tisti dve uglavni uri od 4 do 6, ko bi morali na tem mestu imeti en dogodek, ampak ni bilo mogoče. Sam niti iz pisarne nisem videl do cerkve, taki močen veter je bil, pa deževalo je. Po podatkih občinskega merilnika je v zgolj 20 minutah padlo okrog 120 litrov dežja na kvadratni meter. To je ogromno in dobena občinska nikjer, verjetno meteorna kanalizacija tega ne zdrži. Zdržala pa tudi ni streha na podjetju Agroremont, kjer jim je zalilo 2 pisarni in velik del zalog. Odkrilo nam pol trgovine. Gre kar za 80 kvadratnih metrov kritine, mogoče že kaj več smo videli na koncu. Potem dolelo nam je ogromno inštalacije, skratka škoda, ne vem še točno, ki smo, ampak je kar občutno. Včeraj so lahko le nemočno opazovali, kako narava dela svoje. V šoku so še danes. Ko vidiš, da ti na sred dvorišča prileti velik kos kritine skupaj z lesom, si kar malo šokiran. Sicer pa je v občini Sveta Trojica, kjer se že od lanskih neurij borijo z zemeljskimi plazovi, bilo naj bi jih 6, po nedeljskem močnem deževju prišlo do novega zdrsa zemlje. Sprožil se je tudi zemeljski plaz ob državni cesti, kateri bo moral biti čim prej saniran, da ne bo prišlo do poškodb tudi vozišča. Sanacija posledic neurja bo v občini Sveta Trojica trajala še nekaj časa. Gasilci, domačini in lokalne oblasti se trudijo odstraniti škodo in zagotoviti varnost ter normalno življenje za občane. V oddaji iz našega studija bomo v rubriki Soboški ekran gostili direktorja Mladinsko-informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota Roberta Titana Felixa, ki bo med drugim spregovoril o projektih, ki so jih in jih še bodo priredili. Poglejmo si kratek izsek. Če bi povedali za naše gledalke in gledalce, kakšne nove projekte načrtujete kaj za prihodnje leto v Miku? Ja, zaenkrat se program za prihodnje leto še ne postavlja, razen čisto idejno. Načeloma bomo poskušali seveda vse te programe, ki so v letošnjem letu, naslednje leto tudi nadaljevati. Tudi z igrivim parkom, za katerega zdaj vidimo, da je potreben, da je dovolj odmeven, da ga mesto mora imeti. Je pa tudi odvisno, kako bomo uspešni na razpisih, kakšna bodo sredstva, tako da to standardno ponudbo vezano na potrebe mladih in skupnosti bomo vsekakor nadaljevali in če bojo možnosti seveda poskušali nadgraditi.
Energetska prenova območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota je prinesla bistvene prihranke pri stroških energije in izboljšane pogoje za zaposlene. Zato smo jim v sklopu projekta Trendi kohezije namenili naslednji 60-sekundni film. Območna enota Murska Sobota Nacionalnega inštituta za javno zdravje je ustanova, ki skrbi za javno zdravje vseh prebivalcev v pomurski regiji. Sedež območne enote je v eni od najlepših starih stavb v Murski Soboti. Leta 2023 smo izvedli celovito energetsko prenovo in sicer toplotno izolacijo stavbe, sanacijo in optimizacijo razsvetljave ter vgradnjo energetsko učinkovitih sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Po energetski prenovi imamo v vseh prostorih enake mikroklimatske pogoje za delo, tako v poletnem kot v zimskem času. Narejene so projekcije bodočih stroškov in pričakujemo bistveno znižanje. Brez sofinanciranja strani kohezijskega sklada tako obsežne energetske sanacije v nobenem primeru ne bi mogli sami financirati. Cene bencina in dizla ostajajo nespremenjene. Kljub temu, da so trošarine višje, pa so cene pogonskih goriv ostale torej nespremenjene. Poglejmo si zakaj. Drobnoprodajne cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ter kurilnega olja so od polnoči ostale nespremenjene, potem ko je vlada zvišala trošarine in uvedla spremembe glede biokomponente v bencinu in dizlu. Cene bodo tako od danes do vključno 12. avgusta znašale 1,514 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,146 evra za liter kurilnega olja, je danes sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Vlada pa je včeraj v uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zvišala priznani delež biokomponente v 95-oktanskem bencinu s 5 na 10% ter spremenila kotacijo za biokomponento v dizlu tako, da bo modelska cena obdržala dejanske cene, po katerih trgovci kupujejo biokomponento na evropskih trgih, so po dopisni seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. S sprejetjem uredbe so omogočili trgovcem z naftnimi derivati povrnitev stroškov za dodajanje biokomponente v naftne derivate ter doseganje ciljev na področju obnovljivih virov energije. Z navedenim ukrepom se bodo maloprodajne cene regularnih naftnih derivatov spreminjale skladno z določeno formulo izračunane cene, ki vključuje biokomponento tako za dizel kot bencin, so v vladnem sporočilu navedli Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za konec še preverimo vremensko napoved. V Pomurju je bil danes sončen dan. V krajinskem parku Goričko, Lendavi in Radencih je bilo opoldne namerjenih 22, v Murski Soboti pa 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 30 do 33 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 14 in 15, podnevi pa do 32 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 15 in 19, čez dan pa med 28 in 33 stopinj Celzija. Tako, pa smo prišli do konca. Za več informacij iz Pomurja vas lepo vabimo k obisku naše spletne strani www.tvdeja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do jutri.